Dragi prijatelji Božje besede, lepo pozdravljeni na zaključku svetopisemskega maratona, tako kot je že povedala Tanja. Uspeli smo. Tako kot nakazuje beseda maraton, smo tudi letos, in to že 16. zapored, vztrajali v branju Svetega pisma. In najprej hvala vsem bralcem, vsem skupinam, ki ste se pridružile, zaposlenim svetopisemske družbe, članom pripravljalnega tima svetopisemskega maratona in vsem oblikovalcem in sodelujočim vzporednih dogodkov. Hvala tudi župniji Šenčur, ki je letos gostila uvodni dogodek. Kako dragoceno je, da smo se vsi kristjani združili in s skupnim trudom in sodelovanjem bedeli in vztrajali 5 dni, po dnevi in po noči, in tako ponovno v duhovni prostor Slovenije izrekli vso Božjo besedo, od prve do zadnje platnice. Svetopisemski maraton pripravlja ekipa prostovoljcev, v katerem smo predstavniki različnih krščanskih gibanj in skupnosti. Njegov pobudnik pa je Svetopisemska družba Slovenije, ki se je leta 2008 pogumno lotila tega zahtevnega podviga in z Božjo pomočjo se maraton tako vsako leto širi. Letos se je na mini maraton prijavilo kar 81 različnih skupin, ki so jih izvedle v svojih župnijah oziroma v svojem okolju ali pa v svojih skupnostih. Pripravili smo 8 spremljevalnih dogodkov, skozi branje pa se je razvrstilo prek 100 različnih skupin, ki so se vsako uro menjale in brale. Uspeli smo prepričati tudi nekaj medijsko prepoznavnih obrazov. No, današnji večer pa nam bodo pomagali oblikovati 3 gostje. Osrednja govornica, Nena Dovtanec, je svoje spodbudno pričevanje poimenovala Preizkušnje, težave in vera. Dober večer, Nena. Zdaj v uvodu in potem v zaključku pa se ji bosta pridružila Tadej Vindiš, vodja skupine Svetnik, in njegova hči Anika. Dober večer, Tadej in Anika. In Tadej, hkrati povabljen, da nas kar uvedeš v današnjo temo z avtorsko pesmijo Ko ne zmorem. Prisluhnimo. Dober večer. Da ne boste celo pesem iskali še Anike, žal se ni mogla pridružiti, pa upam, da boste zadovoljni tudi samo z mano. Tale pesem je nastala v času preizkušnje, oziroma v času večjih preizkušenj, nastajala je po delih in je ne po moji zaslugi, ampak po Božji zaslugi, mislim, da postala kar molitev mnogih. Bogu hvala za to. Pa naj bo tudi nocoj. Hvala, Tadej. Naslov letošnjega maratona je Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Psalm 139. Kako veliko in nedoumljivo je spoznanje, da je Gospod tisti, ki hoče biti vse prisoten v mojem življenju. Vsak izmed nas je na tem, v kakšni meri se bo pri tem uglasil z Gospodom. Sveto pismo nam pa polaga na srce, naj do konca zaupamo našemu stvarniku, saj nas on pozna do naše najglobje notranjosti. Do konca nas edino on pozna. In zato danes z veseljem, kot že rečeno, v naši sredi, v imenu vseh nas, ki smo prišli na ta dogodek, pozdravljam Neno Dovtanec. Nena, živijo še enkrat in hvala, da si sprejela povabilo in se pripravila za to srečanje, da nam podeliš nekaj iz svojega življenja. Zdaj, kdor je ne pozna, bom nekaj malega vam povedala, kdo Nena je. Tako da Nena je predavateljica in motivacijska govornica. Velja, Nena, čisto malo vodi šolo odličnosti,
ter izvaja seminarje za razvijanje posameznikove celostne osebnosti in njegovih potencialov. Danes pa nam bo Nena spregovorila o svoji krščanski izkušnji in dojemanju težav. Morda marsikdo med nami verjame ali je verjel laži ali pa pričakuje, da ko bomo enkrat verniki, da smo oziroma Božji otroci, da smo obvarovani preizkušenj in bolečin. Vendar to še zdaleč ni tako, ni res. Ta svet namreč ni naša domovina in kar pogosto je, da Božji otroci preživljamo težave in preizkušnje. In Nena s svojim življenjem pričuje, da je Božji načrt mogočen in da Bog naša življenja modro vodi čez vse metaforične strme gore in prepade. In skozi to kratko predavanje nas bo spodbudila, da kljub vsemu zvesto zaupajmo Bogu, ki nas pozna, in da pričakujemo rešitev in se za njo že vnaprej zahvaljujemo. Tako da Nena, povabljena, da nam podeliš to, kar si pripravila. Hkrati pa bi opozorila, da bo po predavanju čas za vaše komentarje oziroma morebitna vprašanja, vabljeni, da če se vam porodijo, da jih zapišete v chat, tam jih bo Tanja, ki danes skrbi za tehnično službo, sprejela in pol na koncu, ko bo predavanje zaključeno, posredovala Neni. Nena, izvoli. Hvala, Marjeta, odlično ti gre, lahko bi kar nadaljevala do konca, nekaj, kar sem hotela povedati, že povedala, tako da hvala. Hvala Tadej, res za krasen uvod, mene je kar skoraj do solz spravila tale pesem in tale molitev. In en lep dober večer vsem skupaj, vsakemu posebej, Božji blagoslov in kot je Pavel rad napisal, vsem vam, brati in sestre, želim mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Naj povem, da je meni izjemen privilegij in čas, da lahko podelim nekaj svojih izkušenj z vami oziroma nekaj svojih razmišljanj, ne rabite se z vsem strinjati, ampak izkušnje so moje. Zakaj mi je čast in privilegij? Zato, ker osebno tukaj zdaj na ekranu, ko gledam, kateri ste prisotni, nekateri med vami ste imeli veliko težje izkušnje in preizkušnje od mene in zame ste osebno izjemno veliki junaki in mislim, da celo veste, kdo ste te. Ana iz, saj veš od kje, pa Tanja in Boris, pa tudi Marjeta sama, ti imaš krasno pričevanje. Tako da jaz verjamem, da vsakdo med nami v tem življenju ima različne preizkušnje in različne situacije. Ampak preden začnem deliti svoje izkušnje, bi pravzaprav potrebovala eno prostovoljko ali enega prostovoljca, naj se javi Tanji v chat. A vedno tako hitite pa se drenate, ko potrebujemo prostovoljca? Ste kdaj vašim otrokom rekli, pa dej, pa pojdi, pa javi se, pa kaj je, pa saj te ne bo ugrizmo, kaj bi zdaj vaši otroci rekli? A ne, teorija nam velikokrat gre bolje kot praksa. Tanja, imamo koga? Tanja? Nimamo še. Aha, Nataša se je javila. Nataša? Aha, kaj mi Nataša lahko pomaha, da jo vidim? Oziroma, zdaj sem sam jaz sebe vidim na ekranu, kaj mi lahko daš tak, da vse vas vidim. Ja, Nataša, naša dolgolasa Nataša. Nataša, čudovito Nataša, hvala, da ste se javili, oziroma da si se javila v Božjem kraljestvu, smo brati in sestri in se vsi pikamo, se strinjaš? Ok, tudi ko molimo, ne rečemo vi Bog, ampak ti Oče, ne? Draga Nataša, dobila si 20 €, dobila si 2 čudovita koledarčka, polna Božjih spodbud in besed, če jih že imaš, lahko podariš naprej. In dobila si moje 3 avtorske knjige, Žrtev ali zmagovalec, Misli in čustva in kaj mobing ni. Lahko me kasneje kontaktiraš, ti lahko Tanja napiše moj email pa telefonsko številko, pa se bomo zmenile, kako ti dostavimo, boš dala svoj naslov. Tako, bomo zaploskali naši Nataši. Sedaj pa me zanima, zakaj, oziroma zanima me, ali je Nataša imela srečo, kaj menite? Malo pokimajte.
Zdaj, kadar je velika skupina, govorim iz prakse, eni rečejo, je imela srečo, drugi rečejo, ni imela srečo. Veste, v življenju je tako, da se vedno na isto stvar drugače odzovemo. Naj vas vprašam, ali ste vsi, ampak čisto vsi, imeli popolnoma enako priložnost? To je zelo pomembno življenjsko vprašanje in to velja tudi za nas, Božje otroke. Ali ste, velikokrat se znajdemo v težkih situacijah, dve osebi v isti situaciji, ena vidi priložnost, ena vidi rešitev, tretja vidi katastrofo, četrta se čisto sesuje. Torej, a se strinjate, da ste imeli vsi popolnoma enako priložnost? Zakaj se potem niste javili? Ker vam čas ne dopušča, bom jaz naštevala, pa vi kimajte ali pa odkimavajte. Nisem vedela, kaj bo Nena vprašala, kaj če bo vprašala, kaj pa ne bom vedela, še posebej kaj iz Svetega pisma, Bog ne daja, ne. Nisem mi dal sem priložnost drugim, ne želim se izpostavljati. Skratka, vedno imamo veliko razlogov in izgovorov, ko je treba nekaj v praksi narediti. V teoriji nam to veliko bolje gre. A se strinjamo, da nam je teorija vedno lažja kot praksa? Okej, torej enako je v življenju. Bog nam je dal svobodno voljo, Bog nam je dal možnost, da se odločimo, ne glede v kakšni situaciji se znajdemo. Torej, imeli ste situacijo, vsakdo med vami bi se lahko javil, ampak se niste. To sedaj govorim za vse vas, ki ste ta trenutek prisotni, vsi tisti, ki ste se naknadno, ko boste to gledali čez nekaj časa, vi seveda niste imeli to priložnost. Ampak govorim za vse vas, ki ste danes tukaj prisotni. Torej, imeli ste priložnost, niste se javili. Torej, kaj to pomeni? To pomeni, da ste uporabili svojo svobodno voljo, da ste se odločili, kako se boste odzvali. A veste, vi in jaz se velikokrat ne moremo izbirati okoliščin, v katerih se bomo znašli, ne moremo izbirati situacij, v katerih se bomo znašli, ne moremo izbirati konfliktov, v katerih se bomo znašli, velikokrat ne. Ampak nekaj je, kar vedno lahko izberemo. In to je naš odziv, moj in vaš odziv. Kako se bomo mi odzvali v določeni situaciji? In vsakdo med nami bi mogel vprašati, to pogosto reče moja prijateljica Barbara, vprašaj se, kako bi se Jezus odzval v tej situaciji. V situaciji, ko nam nekdo stopi na žulj, ko nas nekdo razjezi, v situaciji, ko se nam zgodi krivica, v situaciji, ne vem, mali milijon takih situacij. Kako bi se Jezus odzval? Kako naj bi se sploh odzvali v določenih situacijah, kako naj bi se sploh obnašali, pa krasno govori Rimljanom 12. poglavje in dajem vam domačo nalogo, da preberete, ko končamo vse to, lepo počasi, Rimljanom 12. poglavje. Tam nam je lepo razloženo, kako naj se obnašamo. Torej, zelo pomembno je, tudi kot je Marjeta rekla, da se zavedamo, da imamo svobodno voljo, da imamo svobodno izbiro. In to, ko ljudje mislijo, zdaj sem kristjan, zdaj se mi ne bo nič hudega zgodilo, nič slabega zgodilo, je res velika laž. Bog nam ne bo obljubil, da ne bomo imeli stiske. Pravzaprav v Svetem pismu veliko piše o tem, da bomo šli skozi stiske in da se pravičnemu bodo dogajale krivice in to piše in v Novi zavezi in v Stari zavezi, ampak torej ni nam obljubljeno, da ne bomo imeli stisk, zelo pomembno, da to slišimo, jaz rada ponavljam, obljubljeno pa nam je nekaj, da nam Bog ne bo dal večje preizkušnje, večje stiske, večje breme, kot ga lahko nosimo. On nas pozna, ve, koliko nam lahko naloži. Brište to iz zapisnika. Ve, koliko lahko dovoli, da se nam določene stvari zgodijo. In še ena zadeva, Bog nam je obljubil, da vse izvede na dobro, zdaj bi pa najrajše vklopila vse mikrofone, da vsi v en glas rečemo. Bog izvede na dobro vse tistim, ki ga ljubijo. Res pa je, da bi jaz včasih hotela, Bog to naredi že včeraj, Bog, daj hiter, takoj, mudi se mi, ne morem več, nimam več moči in tak naprej, pa Bog počeče, počaki, vse zmoreš, vse vemo, Filipljanom 4:13 piše, vse zmoreš v Bogu, ki ti daje moč. Zdaj, na hitro moram podeliti, gledam malo na uro, moram podeliti še eno šalo, ko sem jo slišala, mislim, od pastorja Klemna.
Pravi, nekdo je vprašal Boga, Bog, kaj je res pri tebi 1000 let kot en dan? Reče Bog, da. Kaj je res pri tebi 1 milijon evrov kot 1 evro? Reče Bog, da. Pa reče ta človek, ok, Bog, daj mi 1 evro. Pa reče Bog, počakaj en dan. Tako da naš čas ni vedno Božji čas. In ko sem razmišljala, o čem naj vam v bistvu govorim, sem si takole napisala. Sem si kar plonk listek napisala. O čem naj govorim? Katero svojo izkušnjo in stisko v življenju podelim? Kajti moje življenje je v bistvu zelo zanimivo. Ali naj vam govorim o tem, kako sem kot otrok v osnovni šoli, ko sem bila napadena od soseda z nožem. Ali naj vam govorim o tem, kako sem kot 14-letna deklica odšla od doma v deželo, katere jezik nisem poznala. Ali naj vam govorim o tem, ko mi je oče umrl, ko je on bil star 42 let in sta mama in sestri ostali sami, ker sem jaz bila že v Sloveniji. Ali naj vam govorim o tem, kako je mami in sestri pogorela hiša. Ali naj govorim o tem, kako sem bila v pomanjkanju. Ali naj vam govorim o tem, kako sem pri 36 letih ostala brez poklica, zaradi bolezni. Nisem več mogla opravljati poklic, ki sem ga prej opravljala. To pomeni, ostala sem brez poklica, ostala sem brez službe, za povrh sem ostala še brez stanovanja z majhnim otrokom na cesti. Ali naj vam govorim mogoče o tem, kako sem dobesedno 3 dni bila brez domka in sem spala v avtu. Takrat je včeraj bila pri mami pa pri sestri. Nihče tega ni vedel. Ali naj vam govorim mogoče o tem, da potem, ko sem ostala brez službe, so se mi na zavodu smejali, ko sem rekla, kaj bi rada delala. Namreč to, ker delam sedaj, spodbujam ljudi, vodim seminarje in tako naprej. So se mi dobesedno smejali, norčevali, kajti jaz sem imela samo poklicno šolo, 3-letno, to pomeni, včasih sem bila samo vajenka. Nisem znala tujih jezikov, v računalnikih nisem imela pojma. Rekli so, gospa, bodite srečni, če boste dobivali socialno podporo. Ali naj govorim o tem, kako so me izobčevali dolga leta, ker sem delala s cigani. Sedaj se pa prosim ne zgražati, ker noben cigan sebi ne reče Rom. To lahko preverite, pejte v njihova naselja. Oni to vedo, da jim mi moramo reči Romi in če jim rečemo cigani, lahko nas tožijo. Ampak oni sebi nikoli ne rečejo Romi. Oni so med sabo cigani. Torej zaradi tega, ker sem z njimi delala, ker sem jim pomagala in ko sem z njihovimi otroci okrog hodila, so me ljudje izobčili, se niso hoteli z mano družiti, niso hoteli imeti z mano posla. A ne govorim o tem, kako sem s temi otroci prišla prositi nekje vodo in nam vodo, navadno vodo niso dali v eni gostilni, kot pač naj bi bila javni objekt in tako naprej. Ali naj vam govorim o tem, kako sem se spopadala z vsemi stvarmi, ko so se hčero velikokrat selili, so bili podnajemnici. Ali naj vam govorim o tem, ko sem se mogla iz stanovanja izseliti. In to je recimo ena taka res dobro pričevanje, kot sem rekla, sem bila podnajemnica. Vedno sem imela dobre lastnike, ampak zaradi različnih razlogov včasih nisem mogli stanovanje naprej oddati. In tako se je zgodilo v zadnji situaciji, ko je lastnik rekel, da potrebuje stanovanje, ker ga bo dal v nečaku. Jaz sem spakirala stvari, našla sem hišo, res tako, moja želja vedno bila imeti hišo v naravi, majhno hiško, na vasi živeti. Jaz sem pač kmečka, preprosta žena, rada živim na vasi, stvari spakirane, zmenili smo se za datum, za vselitev, za vse. Jaz pridem, prinesem akontacijo in pa rečem, veste, gospa, jaz sem se malo vas pozanimal, vi delate s cigani, pa v neko čudno cerkev hodite, vi ste neka sekta. Jaz sem se odločil, da vam stanovanje ne bom dal. In tako naprej in tako nazaj. In 3 dni pred izselitvijo jaz spakirana, nisem vedela, kam grem, ampak v sebi sem imela tak mir. Jaz sem vedela, da bo vse okej. In pride en dan SMS mojih prijateljev iz Zagreba,
in rečejo, draga, kupili so hišo, a ne? Oni so si skozi to hišo želeli. In jaz potem, takrat sem živela v Metliki. Rečem, super, pa mi pa lahko date stanovanje za nekaj časa v najem. On rečejo, ja, ni panike. A se nekaj sem bom plačevala najemnino, kaj si nora, pa kaj si neumna, ma ni šans, ker sem jim prej nekaj pomagala v odnosih, ko so imeli stisko. Tako da sem jaz, dragi moji, 6 mesecev živela v Zagrebu, v luksuznem stanovanju, na enem gričku, samo režije, sem plačevala samo stroške. Mimogrede, rekla sem, da nikoli ne bi živela v Zagrebu. Zato vas prosim, nikoli, ampak res nikoli ne rečite nikoli, ker zarečenega kruha se največ poje. Jaz sem skoraj vse, kar sem rekla nikoli, se mi je zgodilo in jaz se rada pohecam, da sem doktorirala, mislim, to ni hec, to je resnica, da sem doktorirala iz napačnih odločitev. Jaz bi vam lahko še in še govorila o kakih preizkušnjah sem bila, kako nisem imela mogoče, lačna nisem bila, ker sem si znala iz moke narediti svašta, ampak kako sem bila v pomanjkanju, kako nisem vedela, kako bom to naredila, kako ampak res, da ne izpade, kot da se hvalim. Ampak kljub vsem tem stiskam, na katere jaz v bistvu sedaj gledam, zgodilo se je niti najmanjše grenkobe, razočaranja, žalosti nimam. Zakaj? Ker sem tako zelo, zelo hvaležna našemu nebeškemu očetu za njegovo obljubo, da on obrne na dobro vsem tistim, ki ga ljubijo. In veste, jaz sem naivna. Jaz sem zelo, zelo naivna. Naivna sem tudi, ko berem Božjo besedo, jaz dobesedno verjamem tisto, kar piše. In tam piše, Nena, zgodi se ti, kakor veruješ, naj ti bo. In jaz rečem, Bog, a potem, če jaz verujem, da bom, ne vem, našla delo, ga bom našla. Reče Bog, da, sam pač moraš dvigniti svojo zadnjico, pa nekaj tega narediti. Jaz ti bom vrata odprl, ampak ti moraš priti do tja, ne? Veliko ljudi misli, bom čakal, čičal, bo že padlo z neba, Bog bo vse porihtal. Ja, Bog odpre vrata. Ampak kaj pa bomo mi za to naredili? Torej, to je zelo pomembno, da se zavedamo, da mi tudi moramo svoj del narediti, Bog bo pa naredil svoje. In dragi moji, evo čas se mi izteka za to predavanje, hotela sem pa ogromno povedati, sem to jaz govorim vedno čas hiti, več kot pri ostali. Jaz sem eno lahko rečem in obljubim. Bog je zvest. Zvest je svoji besedi, zvest je svojim obljubam, zvest je nam, tudi mogoče, ko mi njemu nismo zvesti, on skrbi za nas in on res želi nam najboljše. In dostikrat jaz molim, Bog, pomagaj mi, daj mi to milost, da prepoznam tvojo voljo in jo sprejmem, če tudi mi ni všeč. Daj mi to milost, da prepoznam stvari, ki mi niso všeč, oziroma daj mi milost, da prepoznam stvari, ki niso od tebe, da se jim uprem, pa če tudi so mi všeč. In jaz res za vse nas molim, ne vem, v kakšnih situacijah ste, za nekatere vem, ne vem, v kakšnih stiskah ste. Vem, da včasih pride težki časi, včasih pride bolečina, včasih bi obupal, nehal, vsemu se odpovedal, včasih se sprašujemo, a ima smisel, Bog zakaj, Bog kako. Glejte, na veliko stvari mi nimamo odgovorov. Ampak če ne obupamo, Bog bo ob svojem času dal njegovo rešitev, najboljšo za nas. Če bi dala pričevanje o tem, kako sem iskala hišo, kako sem dobila več, kot sem si kdajkoli želela, bi videli, da točno to res, o čem govorim. Se mi prepogosto v bistvu molimo, Bog pomagaj, hkrati pa hočemo svoje rešitve. Enkrat mi je ena prijateljica rekla, zdaj se pa odloči, ali hočeš svojo rešitev, ali hočeš Božjo rešitev. Tako da mi pogosto iščemo potrditev tega, kar si mi želimo, kar mi molimo, in zato hvala Bogu, našemu dragemu nebeškemu očetu, našemu trojedinemu Bogu, Očetu, Sinu in Svetemu Duhu, da marsikatera naša molitev ni uslišana, ker ne bi bila dobra za nas. In zato vse nas spodbujam, da ne glede v kakih situacijah smo, da ne glede v kakih stiskah smo, ali da ne glede na to, kako smo srečni, zadovoljni in veseli, da se odločimo zahvaljevati.
Kajti Sveto pismo pravi, zahvaljujmo se v vsaki situaciji. Zahvaljujmo se, kot pravi Barbara, moja prijateljica, ne za vsako situacijo, ampak zahvaljuj se v vsaki situaciji. Ko je Gospod Bog, vem, Oče, da boš dal rešitev, vem, da obstaja izhod, pomagaj mi. In glede zahvaljevanja, veste, enkrat me zdaj to pokažem, da se vidim, jaz imam tukaj vrstice o zahvaljevanju, o veselju, kdor želi, lahko mi piše, mu bom poslala, da res uvidimo, kako je pomembno Bogu zahvaljevanje. In res vsi skupaj in vsak posebej se lahko odločimo, da bomo hvaležni, lahko se odločimo v svojem srcu gojiti hvaležnost, hvaležnost za to, da živimo v tem delu sveta, kjer je mir in svoboda, da imamo vsega več kot dovolj, za zdravo pamet. Veste, lahko bi 2 uri naštevali za to, za kar smo lahko hvaležni. Bodimo hvaležni za to, kar imamo, ne jamrati za to, kar nimamo. Ker jaz rada rečem, če jamramo na tem, kar imamo, zakaj bi nam Bog dal potem še več? In zato vse nas ohrabrujem. Čuvajmo svoje misli, kajti iz misli se vse začne, veste, misel, odločitev, dejanje, posledice. Tako da pomembno je, kaj razmišljamo. Zato vsako svojo misel podredimo svojemu gospodarju in odrešeniku Jezusu Kristusu. Pazimo, kaj prihaja v naše misli, kajti kar pride v misli, gre v srce, in kar pride v srce, gre skozi usta ven. Saj vemo, kaj pravi pismo, da česar je srce polno, usta govorijo. Zato spodbujam vse nas, odločimo se, tako kot pravi Božja beseda, odpustiti, ljubiti, živeti. Odpustimo, ljubimo, živimo in oblečimo se v Božjo obleko. Bog namreč veliko govori o tem, kako naj se oblečemo. Pravi, naj oblečemo Kristusa, naj oblečemo Kristusovo ljubezen, kajti ko smo oblečeni, to zdaj naj bi bilo srce, ne vidim, če vidite, ne vem, če se to vidi. Torej, oblečimo Kristusovo ljubezen, ravno malo prej sem poslušala, ko ste brali Korinčane, kaj ljubezen je, in res potegnimo si te vrstice ven o ljubezni in vsako besedo preverimo v slovarju, razmišljajmo, ali resnično imam Kristusovo ljubezen. Bodite vsi skupaj in vsak posebej blagoslovljeni, naj se v vaših življenjih izpolni popolna Božja volja, naj vsem nam Gospod da milost, da bomo vztrajni in da vztrajno tečemo do cilja, da dobimo nagrado od našega Gospoda Jezusa Kristusa. Hvala lepa in rada vas imam, tudi tiste, ki vas ne poznam. Hvala, Nena. Pa bi naprej nadaljevali kar s pesmijo. Povabljen Tadej. Vmes Tanja gleda na vprašanja v klepetalnik. Se je že kaj nabralo, Tanja? Ne, a ne? No, pa zdaj mogoče med tem, ko bo Tadej se pripravil in zapel. Lahko mi osebno pišem. Ja, lahko, ja vidite, Nena je dala tamle svoj e-naslov, podaj roko, afna@gmail.com, lahko ji tudi napišete in vam bo ona osebno napisala odgovor. Se pravi, podaj roko, ekola in zdaj je tudi že Tanja napisala v klepetalnik naslov. Tadej pa nam bo zapel pesem s kratkim naslovom Upaj. Tako je. Če se slučajno ne poznate, boste hitro prepoznali v tem različico psalma 27. Gospod je moja luč in moja rešitev. Gospod trdnjava je v mojem življenju. Koga bi se moral bati, pred kom trepetati. Gospod je moja luč in moja rešitev. Upaj Gospoda, bodi močan.
tvoje srce, opogumi naj se, upaj Boga. Upaj v Gospoda, bodi močan. Tvoje srce, opogumi naj se, upaj Boga. Gospoda prosim le, to skušam doseči, da bi vse življenja dni bil v hiši Gospodovi. Koga bi se moral bati, pred kom trepetati. Gospoda prosim le, to skušam doseči. Upaj Gospoda, bodi močan. Tvoje srce, opogumi naj se, upaj Boga. Upaj Gospoda, bodi močan. Tvoje srce, opogumi naj se, upaj Boga. Upaj Boga. Upaj Boga. Najlepša hvala Tadej za to spodbudo. Kaj ne, kako dober je naš Gospod, otroci kakšnega Boga smo, da pravzaprav mi lahko njega tudi prosimo, da naj nas nauči, da bomo sploh lahko zaupali, naj nam pomaga, da bomo upali, da si bomo želeli upati in zaupati. Zakaj tako kompliciramo, kadar so težave? Tako da Nena, eno vprašanje bi ti vseeno postavili. Omenila si tvojo selitev na lokacijo, se pravi, ko si iskala stanovanje. Če bi nam tako na kratko v nekaj minutah opisala, kako konkretno to izgleda, ko tako upaš in zaupaš v Boga, ko imaš v sebi prepričanje, ampak tvoje oči in tvoja pamet pa nima še nekega cilja. Kako se je zgodilo, kako si pravzaprav prišla na to lokacijo, kjer zdaj živiš? Mogoče bo to, ni to za poskusiti, ampak v tvojem primeru, a ne? Ja, Prepričevanje. dobesedno božje posredovanje. Skratka, iskala sem hišo, meni so se takrat seminarji odprli, živela sem v Metliki na meji Hrvaške in jaz sem pač iskala hišo na tistem območju, nekje ob Kolpi, bližina Zagreba in tako naprej. In me vpraša prijateljica Milena, ti, kam bi se pa selila? Pa sem si rekla, veš kaj, ima čisto vseeno mi je, le v Prekmurje ne bi šla. Sedaj živim v Prekmurju, mimogrede za tiste, ki ne veste. Pa ne zato, ker ne bi imela rada Prekmurje, je čudovito, je krasno, ampak meni je bilo logistično zelo daleč, ne. In bolj, ko sem iskala, manj sem našla in ono, kot sem že rekla, treba iti ven, dobro, to se je rešilo, ker sem šla v Zagreb. Ampak en večer pred tem, jaz ko, veste, ko ste bupan, ko več ne veš, kaj je, srečem, okej, Bog, prosim te, povej mi, kje naiščem, na kjerih oglasih, kaj naiščem. In tako tisto greš, ti spat s tem vprašanjem, ne? In zjutraj se vstanem, se zbudim, tako sedim, se spomnim, kot danes sedim na kavču in zaslišim eno besedo dvakrat zapored. Dokležovje. Nikoli slišala, nimam pojma, kje je, grem na Google, se pravi odgovor na moje vprašanje, kje naiščem. Je bilo Dokležovje. Dokležovje je vas, v kateri sedaj živim in je čudovita in imam čudovite sosede in je narava krasna, ne Tanja in Boris, vidva sta bila, je super, ja. In jaz na Google in napišem, prodajam hišo v Dokležovju, kaj češ drugega? No, in se dogovorim z tem posrednikom, se pogovarjava in pridem jaz na ogled in veste kaj, prvi vtis,
Ni mi bilo všeč, ampak moja molitev že prej je bila, kot sem rekla, Bog, naj bom poslušna, naj sprejmem to, kar je od tebe, naj prepoznam. In jaz sem rekla, ok, Gospod, če je to, ampak nisem bila vesela in sem rekla posredniku, ok, če mi je namenjeno, bo že počakalo, a ne? Saj veste, mi smo ipak malo pametni, ne? Bolj vemo od Boga, mislimo včasih. In tako minajo 3 mesece, še vedno iščem, nič ne najdem. Seveda molimo za hišo, a ne? Še s prijateljico smo molili tudi za dobre sosede in vse skupaj. No in potem čez 3 mesece jaz pokličem, če je mogoče hiša še na voljo. Ja, še je na voljo. Vmes sem izvedela, da so 4 sosedi jo hoteli kupiti. Da je en sosed dal akontacijo in mu je lastnica vrnila, ker mu ni hotela prodati. Da so drugi hodili spraševati, ampak preprosto nihče jo ni mogel kupiti. Očitno je hiša čakala mene. No in tako sem jaz, skrajšana verzija, prišla v Dokleževi. Za podrobneje me lahko potem vprašate kaj drugače ali pa pokličete. No in potem kjer v skupnosti, ne? In zdaj, ok, vem, da so različne skupnosti tukaj v Prekmurju, v različne cerkve, ne, kam naj grem. In v duhu dobim besedo, kam naj grem. Pridem tam, a veste kaj? Ni mi bilo všeč, saj oni to vejo, tudi če gledajo zdaj. Ampak naj vam nekaj povem, jaz nikoli v življenju nisem bila tako srečna, kot sem v tej hiši. Nikoli v življenju nisem imela tako čudovitih sosedov. V skupnosti sem tako blagoslovljena, tako sprejeta, tako ljubljena, da jaz resnično, a veste, ko je človek tako srečen, da se joka od sreče. Veste, kolikokrat sem se jaz prejokala od hvaležnosti in sreče, da imam to, kar imam. Je pa res trajalo leta, da je do tega prišlo. Ampak sem sedaj več kot hvaležna in zadovoljna. Tako da molimo za poslušnost Bogu. Nena, hvala. Ker življenje je takšno, da ko ljudje enkrat začnemo upati in si želimo stvari in ko prosimo Boga, si že sama rekla, da smo tako neučakane, da bi radi že predvčerajšnjim ali pa včeraj in ne šele jutri, se nam pa včasih tudi zgodi, da je Božji odgovor ne. Ne vem, mislim, da je moj prvi spomin nate, ko si imela čisto nov, lep rdeč avto, nekaj dni star in je nam padel pač v viharju drevesa in ti je bil pokončan. Torej, kako svetuješ, kadar je Božji odgovor ne, zate pa je to življenjskega pomena? Kako preživeti to razočaranje, kako še vedno zaupati v Boga? To mi je v bistvu pomagala ena sestra, ko je imela navado reči, Bog, ti že veš zakaj. Ti bo že obrnil vse na dobro. Seveda v tistem trenutku nisi, ne vem, navdušen, se ti tudi porajajo vprašanja, ne vem, 4 avti v dvorišču in glih na mojega. Moj je bil v sredini, pa ki je bil malo višji od unga, ki je bil prvi, je drevo pač na njega, ko je bil. Ampak jaz ne vem, če mi bo kdo verjel, verjamem, da bom. Jaz sem v vseh teh situacijah imela noter popoln mir. Čeprav je navzven izgledalo, pa ti nisi normalna, pa moraš se sekirati. Žalostna sem, ko kristjani reče, pa moraš se sekirati, pa ne moreš to kar tak mirno sprejemati, pa moraš malo si delati skrbi. In potem mi, ki si ne delamo skrbi, očitno izpade, da smo neodgovorni in neresni, ampak razlika je ne delati si skrbi, pa skrbeti. Jaz sem poskrbela, da sem šla v službo, Bog je poskrbel, da mi je v tistem času nekdo posodil avto, ampak nisem si pa delala skrbi, joj, Bože, kako pa zdaj. Ampak pokaži mi pot, ok, zgodilo se je, a veste, kar je za nazaj, ne moremo spremeniti. In jaz vse res nas prosim, ne grenimo si življenje za nazaj, kar je bilo, ne moremo spremeniti. Dajmo odpustiti sebi, dajmo odpustiti drugim in gremo iti naprej in iskati rešitve. Ok, Bog, to se je zgodilo, če sem jaz kriva. A veste, velikokrat sem bila jaz kriva in odgovorna za situacije, ki mi niso bile všeč, ampak ker sem bila neposlušna, posledično pač, če se ti primeš za vročo peč, posledica je, da se opečeš, se strinjamo vsi. In Bog nam je dal svobodno voljo in zdaj, če beremo o božjih možeh in ženah, eni so bili poslušni, pa so se jim zgodile razne stiske, drugi so bili pa neposlušni, pa so se jim zato zgodile razne stiske in situacije. Jaz rada omenim Davida, ko je naredil prešuštvo. On je bil mož po Božjem srcu pred prešuštvom in po prešuštvu, ampak je mogel plačati, mislim, ceno je plačal. Tako da
moramo se pač zavedati, to je moja odgovornost, tu sem jaz pač napačno odločitev sprejela, ne, ker včasih eni zvezujejo hudič mi je to naredil. Ne, naredila ti je tvoja neumnost, ki si bil nepremišljen, neodgovoren in to je to. Ampak Bog lahko obrne na dobro. Ok. Ne vem, če sem odgovorila. Ja. Ne. Ima še kdo vprašanje v to smer? Je bil Mogoče kdo zadosten pove, odgovor? kako se on sooča s tem, ko mu je hudo. Zdi se mi, da ni vprašanj, a ne? Tako da, ker smo obljubili, da bo ta večer dolg približno 3/4 ure, predlagam, da začnemo z zaključevanjem. Tako da, iskrena hvala tebi, Nena, Tadej in vsem, ki ste se nam pridružili. In tebi, Marjeta. Ja. Sem vesela za priložnost, da sem lahko bila vaš gostitelj. Hvala vsem, ki ste nam pomagali ustvariti, da je ta večer zanimiv, da nam je dal misel, da nas nagovori. Pred koncem nocojšnjega dogodka pa še prav posebno povabilo. V veliki hvaležnosti za že kar 16 let dni maraton smo v ekipi razmišljali, kako bi lahko vsaj delček tega veselja, ki ga čutimo, podelili še drugim. In ob tem ugotavljamo, kako smo mi lahko hvaležni, da imamo Sveto pismo v svojem jeziku, da ga lahko brez težav si kupimo in ne le to, tudi odpremo in beremo. Mnogi ljudje tega sveta namreč nimajo tega privilegija in možnosti, na primer ljudje v Ugandi. In tako v želji prinesti upanje tudi njim smo se povezali s slovensko misionarko sestro Uršo Marinčič, ki si močno prizadeva pomagati ljudem v Ugandi. In Tanja, boš nam zavrtela ta video, en manjši prispevek, kjer kaže, kako je tam. Uganda sama po sebi res ena čudovita dežela. Je pa res, da je res revna. Ljudje v njej po eni strani so zelo odprti, veseli, sproščeni, hkrati pa živijo v eni resnični revščini. Tako, naš afriški človek je človek, ki slavi Boga s celim telesom. Glede na to, da nimajo osnovnih potreb, je Sveto pismo ena redkost. Ni veliko ljudi, ki zna brati Sveto pismo, so pa ljudje, ki znajo. Se pravi, da bomo pomagali narediti potem ene take skupine, kjer bodo lahko skupaj brali potem to Sveto pismo, da bi doseglo čim širši krog. Dragi prijatelji, Mukama na Bakunda. To v našem jeziku pomeni Bog vas ima rad. In res bi želela se iz vsega srca zahvaliti vsem vam dobrim ljudem, ki boste pomagali tudi našim bratom v Ugandi dobiti svoja sveta pisma. Mwebare munonga. Če mogoče povem še nekaj številk, recimo, v Ugandi je 82% populacije mlajše od 34 let, 29% otrok zaradi podhranjenosti zaostaja v rasti, 75 ljudi je kristjanov, le 26% Ugande ima dostop do elektrike in le 15% prebivalcev ima svoje Sveto pismo. In prinesti Sveto pismo v Ugando tem ljudem je prinesti jim upanje. Tako da vas vabimo, da to upanje podarite našim sestram in bratom v Ugandi. Nabirka bo šla k sestri Urši, z zbranim denarjem bo, kot je rekla, kupila Sveta pisma v Ugandi. En majhen delček bo šel tudi za pokritje stroškov svetopisemskega maratona, tako da, če bi kdo želel darovati zdaj ali mogoče naknadno, lahko to stori preko spletne strani svetopisemskega maratona
kjer kliknete na daruj. Drugače pa bo Tanja v klepetalnik poslala QR kodo oziroma pač navodilo, kako se to napravi. Mislim, da je Tanja to že naredila. Tako da za vsak najmanjši dar se vam res prisrčno in iskreno zahvaljujemo tudi v imenu sestre Urše. Zdaj pa še zaključek. Ekipa Svetopisemskega maratona in Svetopisemska družba vam še naprej želimo lep večer in vas že zdaj vabimo naslednje leto k sodelovanju že pri 17. Svetopisemskem maratonu. Do takrat pa povabilo v športnem duhu, da ostanimo v kondiciji. Saj veste, kaj mislim? To je kot device, ki so imele olje vedno pri roki. Dajmo si v vmesnem času izziv, vsak dan brati Sveto pismo, kajti vsakič, ko ga odpremo in iz njega beremo, srečamo Gospoda, slišimo Božji glas takrat. In naj nas ta misel spremlja v tem letu do naslednjega svetopisemskega maratona. Tako da še enkrat vsem hvala, ker ste si vzeli čas in ste se nam pridružili. Lahko noč.